Torej, Ministrstvo za finance je pripravljeno na drugo izdajo tako imenovane ljudske obveznice. Po zelo uspešni prvi izdaji pred enim letom nadaljujemo prizadevanja za na eni strani razvoj kapitalskega trga, razpršitev prihrankov malih vlagateljev in izboljšanje finančne pismenosti. Da ne samo še enkrat spomnim, lansko leto je skoraj 10.000 državljanov se odločilo za nakup te tako imenovane ljudske obveznice in odprtih je bilo več kot 5.000 novih trgovalnih računov. Letos bo prodaja potekala med 10. in 21. marcem prek poslovne mreže 4 distributerjev, in sicer Nove Ljubljanske banke, OTP banke, BKS bank in borzno-posredniške hiše Ilirika. Vpis bo možen na 70 poslovalnicah NLB, 79 poslovalnicah OTP banke, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, 8 poslovalnicah BKS in 2 poslovalnicah Ilirike. Obveznica bo imela 3-letno ročnost, obrestna mera pa bo znašala 2,75%. Poleg spremenjene obrestne mere, ki je seveda prilagojena trenutnim tržnim razmeram in pogojem, ki jih moramo upoštevati, je sprememba še ta, da obseg same izdaje ne bo omejen. Kot se spomnite, smo ga lansko leto omejili na 250 milijonov, pa ga potem seveda pustili nekoliko višji vpis, ker je bilo tudi nekoliko več zanimanja. Tako da letos ne bomo že v začetku tega omejevali, ampak bomo potem seveda videli glede na sam interes, kako bo. Nekje pa pričakujemo ali pa si želimo interes podoben, kot je bil lani. Druga sprememba je, da na eni strani se ostaja minimalni vpis 1000 evrov, oziroma loti bodo po 1000 evrov, se pa spreminja maksimalni možni vpis, in sicer na 250.000 evrov. Izdaja obveznice je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Tako kot pri prvi izdaji bo tudi pri drugi vsota obresti iz druge obveznice za fizične osebe skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov in iz prve ljudske obveznice, in sicer neobdavčena do višine 1000 evrov. Po izdaji bojo obveznice uvrščene na Ljubljansko borzo, bodo prosto prenosljive, jih bo mogoče kupiti, jih lahko mogoče tudi kasneje kupi kdorkoli. To pomeni, da bo vsakdo lahko prodal obveznico, če bo to želel, oziroma bo vlagateljem, tako kot pri drugih vrednostnih papirjih, omogočena nakup in prodaja teh obveznic. Zdaj pa predajam besedo še državni sekretarki Nikolini Prah, ki je pristojna za finančni sistem in bo povedala še dodatne podrobnosti glede te izdaje. Nikolina. Ja, najlepša hvala. Torej, jaz bom mogoče malo bolj podrobno pojasnila pogoje izdaje, ki jih je minister že predstavil. Torej, druga izdaja državnih obveznic za male vlagatelje oziroma tako imenovanih ljudskih obveznic je pravzaprav nadaljevanje uspešnega projekta, ki smo ga prvič izvedli lansko leto februarja. Gre za to, da zasledujemo strateške cilje iz strategije razvoja kapitalskega trga, ki jo je vlada sprejela v letu 2023. Naslavljamo predvsem dva vidika. Na eni strani finančno opismenjevanje malih vlagateljev s poznavanjem torej kapitalskega trga, finančnih instrumentov, v konkretnem primeru državnih obveznic, kako odpremo trgovalni račun, kako prodamo finančni inštrument na organiziranem trgu. Na drugi strani naslavljamo višjo ponudbo oziroma več finančnih inštrumentov na našem organiziranem trgu. Kot veste, naš kapitalski trg je nekoliko manjši, ima nizko tržno kapitalizacijo, manjšo likvidnost. Vsako novo izdajo finančnega inštrumenta se to lahko samo izboljša. Po drugi strani tukaj naslavljamo seveda tudi zadolževanje države strani čisto novega segmenta vlagateljev, torej malih vlagateljev. Tudi tukaj si želimo, da bi tovrstni vlagatelji trajno participirali pri tovrstnih finančnih inštrumentih in zato, kot smo lani tudi napovedali, bi želeli in delamo vse tej smeri, da bo tovrstna izdaja postala redna, vsakoletna in pričakovana.
Minister je že nekaj povedal o pogojih same izdaje. Naj povem, da smo jih usklajevali skupaj z bankama, organizatorkama, torej z OTP banko in NLB. Pogoji, kot so bili omenjeni, torej višina same izdaje ne bomo jo omejevali na način kot lani. Naj pa povem, da bo ta odvisna seveda od povpraševanja malih vlagateljev. Ta del je nekoliko manj jasen, zahtevno je določati, kakšen bo ta interes, ker zaenkrat še nimamo toliko izkušenj, da bi lahko rekli, kaj so tisti parametri, ki pritegnajo male vlagatelje. Tako da smo pustili ta del odprt, ampak bomo seveda preverili, kakšen bo interes. In na drugi strani seveda, kakšno financiranje država v tem trenutku potrebuje. In kot je bilo prej omenjeno strani ministra, lanskoletni okvir, torej 260 milijonov evrov, je z vidika zadolževanja države recimo tisti primeren okvir oziroma primerna meja. K vpisu obveznic bodo lahko torej pristopile vse polnoletne fizične osebe s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vpis bo potekal med 10. in 21. marcem letošnjega leta. Mogoče še dva pomembnejša datuma. Obveznice bodo izdane 28. marca, medtem ko bodo uvrščene na Ljubljansko borzo 1. aprila. Vsaka fizična oseba bo lahko vplačala najmanj en lot z nominalno vrednostjo 1000 evrov in največ 250 lotov, torej 250 tisoč evrov. Zgornja meja vpisa je nekoliko višja kot lani. Želimo namreč s tem nasloviti čim širši krog vlagateljev in zato smo tudi to mejo nekoliko dvignili. Obrestna mera 2,75%, kot je minister že omenil. Določena je bila glede na trenutne razmere na trgih, tudi pogoje, pod katerimi se Republika Slovenija zadolžuje na mednarodnih trgih. Po eni strani preverili smo tudi pri poslovnih bankah, kolikšne so obrestne mere pri bančnih depozitih za 2 leti. Upoštevali smo tudi seveda dodatno premijo za izdajo malim vlagateljem, tako da to smo ocenili, da je tista primerna obrestna mera v tem trenutku. Ročnost te obveznice bo tako kot lani 3 leta. Zdaj, če tako plastično to predstavim, nekdo, ki bo vložil v tej izdaji 10 tisoč evrov, bo vsako leto prejel 275 evrov obresti in po 3 letih, torej v letu 2028, še celotno glavnico, torej teh vložka 10 tisoč evrov. Obdavčitev, torej davčna obravnava je enaka, do 1000 evrov se davek torej na donos ne plača. Tukaj naj samo poudarim, da tisti vlagatelji, ki ste tudi lansko leto vložili svoje prihranke v državne obveznice, se donosi pri ugotavljanju davčne obveznosti seštevajo. Torej, če ste donosi od lanskega leta, z donosi iz te nove morebiti vpisane obveznice. Distributerji bodo tudi letos, torej NLB, OTP banka, Ilirika in BKS banka, pri čemer se bo možno vpisati obveznice tudi v vseh poslovalnicah Pošte Slovenije, torej bo več kot 260 vpisnih mest. S tem želimo, da se torej na čim širšem področju Republike Slovenije omogoči vpisovanje teh obveznic. Vsekakor si želimo, da bi tudi letošnja izdaja bila uspešna in dobro sprejeta med malimi vlagatelji. Naj samo še to povem, da vse informacije, ki sva jih danes z ministrom predstavila, bodo objavljene tudi na naši spletni strani, skupaj z najpogostejšimi vprašanji in odgovori, tako da vsi morebitni vlagatelji oziroma mali vlagatelji vabljeni tudi k ogledu naše spletne strani. Hvala. Hvala. Zdaj pa sledijo najprej 8 vprašanja vezana na izdajo ljudske obveznice, potem pa lahko nadaljujemo še z drugimi temami. Izvolite. Mene zanima, torej tukaj v Sloveniji, če ste se distributerji, kar sta glede prej dogovorili za stroške, glede lančnih stroški, za tiste, ki imajo trgovalnih računov in približno 20 evrov, bodo tudi letos stroški za tiste, ki prvič kupujejo. Ja, pogovarjali smo se seveda z distributerji in rečeno je bilo, da bodo tako kot lani pripravili posebno ugodne pogoje za vse vlagatelje, ki se bodo zglasili v njihovih poslovalnicah in jim omogočili najbolj ugoden način trgovanja. Ja. To najbolj, da se kar oglasijo vsak v svoji poslovalnici in bodo dobili vse potrebne informacije. Distributerji bodo tudi sami Tako. komunicirali te stvari prihodnje. Bojo informacije imeli. Ja. Še kakšno vprašanje? Zdaj mogoče začujem, koliko drugačnega zneska bi potem te obveznice, če pa če samo to neobvestovanje. Kaj pa pričine? Ja, se pravzaprav v tem delu se Je nekaj večje, ne? tako Pač, ker je nekaj nižja obrestna ja, mera. nismo zdaj računali, do 1000 evrov, 275, pa ja.